17. aprila leta 1962 se je v Unionski dvorani začel prvi festival. Na njem je slavila še nepolnoletna Lidija Kodrič s skladbo Moja mala tiha sreča. Festival, kot ga poznamo danes, torej Festival narečnih popevk, je bil prvič organiziran 17. aprila, torej v spomladanskem delu leta, in sicer leta 1962. Takrat so študentje takratnih višje in visokošolskih zavodov iz Maribora in pa študentje Ljubljanske univerze, sicer Mariborčani, prvič organizirali festival, ki se je imenoval Katedra po študentskem časopisu. Nato pa se je festival preimenoval v Festival vesele jeseni, ki je potekal v sklopu prireditve Mariborski teden. Potem od leta 1969 pa že v Festivalu vesele jesen. Ime Festival vesele jeseni se je obdržal skoraj 30 let. Nato pa se je preimenoval v Festival narečnih popevk. Od vsega začetka projekta je pri njem sodeloval Radio Maribor, ki je danes glavni organizator. Za posnetke, bodisi v obliki videospotov ali prenosa prireditve, je do konca prejšnjega stoletja skrbela Radiotelevizija Slovenija. Od preloma stoletja pa je za televizijske prenose v celoti zadolžena Televizija Maribor. Tako da v prejšnjem stoletju smo mi začeli v bistvu tam nekje 98. 99. leta in je festival v bistvu v celoti prišel v Maribor. Tako da potem je pa nastal en takšen dogovor, tih dogovor, da je v bistvu radio skrbel za glasbeni izbor, Televizija Maribor pa za vizualizacijo. Na festivalu so v teh 50 letih sodelovali skoraj vsi najvidnejši slovenski glasbeniki iz časa dobre stare popevke. Besedila, aranžmaje in glasbo so pisali ljudje, ki jim to delo ni bilo tuje. Absolutni rekorder po številu napisanih skladb je Boris Roškar. Od 60 prijavljenih melodij je bilo nagrajenih skoraj polovica. Ena izmed njegovih najbolj poslušanih je tudi skladba Ko to ti Štajerc v Dravo pade. Izvajala sta jo Vinko Šimek in Alfi Nipič. Naredila sta, mislim, da je bil to šov, ki ga še vesela jesen takrat in sedaj narečna popevka ni imela. In ta skladba je že dolga leta tudi melodija, ki naznani začetek festivala narečnih popevk. Tako bo tudi v petek zvečer v dvorani Tabor in na naših malih zaslonih. Jubilejni 50. festival narečnih popevk bo ta petek gostila dvorana Tabor. O podrobnostih pa z vodjo projekta Smiljanom Grajfom. Lepo pozdravljeni, Smiljan. Lep pozdrav. 50 let, verjetno kaj posebnega za 50 let letos. Ja, festival si zasluži en prav posebno noto. V petek zvečer v Taborski dvorani bomo priča enemu pregledu, zgodovinskemu pregledu največjih uspešnic, ki so jih avtorji in glasbeniki ustvarili v vsej tej dolgi 50-letni zgodovini. Nekako bo šlo za en gala večer. Letos festival ne bo tekmovalnega značaja, ampak ga bomo prepustili, da bodo poslušalke in poslušalci uživali ob tistih melodijah, ki so jih najraje poslušali 50 let. In verjetno sama zveneča znana imena. Ja, seveda. Če se samo spomnimo recimo Alfijevega Štajerca, pa Bolfenka, pa Edvin Fliser, pa Vinko Šimek, Jože Kobler, Zorica Fingoš-Fatur, pa zdaj naštevam samo tele naše domače. Pravzaprav pa pride 120 izvajalcev iz vseh koncev Slovenije. Seveda vsi tisti, ki so v teh 50 letih ustvarili vsaj en hit, ki ga je občinstvo v dvorani izglasovalo za najlepšega. No, pa še Big Band, seveda RTV Slovenija ob tem povsem uživo na odru, tako da bo večer, mislim, da prekrasen. V projektu od vsega začetka Radio Maribor, zadnjih 10 let tudi Televizija Maribor, sta poskrbela za to, da je festival priljubljen med poslušalci. Ja, med poslušalci je festival priljubljen, mogoče nas nekoliko zdajle ta finančna kriza, tudi samo glasbo nekoliko zdeluje, če rečem po domače. Je seveda nekoliko, zanimanje je veliko, ampak nekoliko manj denarja, se pravi tudi za obiskovalce. Naj poudarim, da je vstopnice seveda še moč kupiti na prodajnih mestih Eventima in pa seveda posledično na vseh petrolovih bencinskih servisih. Dvorana še ni povsem polna, vendar do petka je še precej časa. Do takrat jaz mislim, da bodo ne samo Štajerci, prebivalci Slovenije, nekako tisti, ki jim je to pri srcu, ki so jim narečja res pri srcu, prišli v Maribor, kupili vstopnico in uživali v enem prekrasnem večeru.
Se lahko malo pošalim, tudi mi, mlajša generacija, ki vseh teh popevk ne poznamo? Ja, je zanimivo, da je kar nekaj mlajših že poklicalo oziroma se oglasilo pri nas, pa ni ravno tako, da ne bi poznali vse take še eno rundo, da je to čajka, pa toti presneti štajerski kleti in take poznajo tudi ta mladi. Tako je. Cena vstopnice lahko poveva? 8 in pa 12 evrov, odvisno pač, kje bi ljudje radi spremljali prireditev, ali bolj blizu odra, ali nekoliko bolj uddaljeni na klopeh v dvorani. Cena vsekakor ni pretirana. Je pa, se pravim, nekaj časa še, tako da pot pod noge na Petrolove bencinske servise, na prodajna mesta Eventima in v petek zvečer ob 8 v Taborsko dvorano. Vabljeni. Tako je. Najlepša hvala. Prosim.